Lep pozdrav vsem skupaj, dobro večer. Zelo smo počaščeni in veseli, da lahko danes gostimo prijatelja Slovenije, generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov, gospoda Ban Ki-moona, ki je bil sicer v Sloveniji že velikokrat na svojih prejšnjih funkcijah kot ambasador svoje države in tudi kot zunanji minister svoje države. Tokrat pa je prvič pri nas kot generalni sekretar Organizacije združenih narodov in tega smo še posebej veseli. Tudi zaradi tega, ker je tudi v tem času, ko nas ni obiskal, pomagal pri številnih naporih, ki jih je tudi Slovenija vlagala v stabilnost regije Zahodnega Balkana. Gospod Ban Ki-moon je namreč član Sveta Centra za evropsko prihodnost, ki se ukvarja predvsem z pomočjo državam Zahodnega Balkana na poti v Evropsko unijo. V tem času, ko Slovenija vodi Svet Evropske unije, je veliko tem, veliko prioritet, ki so skupne Evropski uniji in Organizaciji združenih narodov. Evropska unija je pomemben del te organizacije. Da to podkrepim, naj navedem samo podatek, da 27 držav članic Evropske unije prispeva skoraj 40% potencialov za mirovne operacije Združenih narodov, pa tudi pri številnih prioritetah te svetovne organizacije Evropska unija sodeluje z svojimi takšnimi ali drugačnimi prispevki. In te skupne prioritete so bile tudi glavna tema najinih pogovorov, ki se bodo nadaljevali tudi med delovno večerjo. Vsaj 3 takšne teme so, kjer bomo v prihodnjih mesecih močno sodelovali. Eno od teh so klimatske spremembe. Organizacija združenih narodov je edini obstoječi okvir, znotraj katerega se lahko svet učinkovito spopade s tem izzivom. Okoljsko-energetski paket, ki ga je Evropska komisija 2 dni nazaj predlagala oziroma lansirala v razpravo, je konkretni prispevek Evropske unije v boju proti klimatskim spremembam. V tem paketu so rešitve, ki jih bo Evropska unija uveljavila znotraj sebe, hkrati pa bo nekatere od teh rešitev ponudila tudi partnerjem v globalnem dialogu, ko se bomo pogovarjali o tem, kako se spopasti s tem izzivom v post-kjotskem obdobju. Medkulturni dialog je naslednja prioriteta našega in tudi prihodnega predsedstva Evropske unije, kjer se srečujemo z številnimi aktivnostmi in takšna prioriteta so tudi nekateri izzivi v regiji Zahodnega Balkana, v tem času še posebej vprašanje prihodnega statusa Kosova. Tudi o tem je tekla beseda, poleg načelnih rešitev, ki jih je potrebno doreči, je tukaj še vrsta konkretnih zadev vezanih na angažiranje misije skupne evropske varnostne in obrambne politike, ki bo šla na Kosovo. Tukaj je vprašanje prenosa nekaterih pristojnosti, predvsem pa skupen interes, da se zagotovi vsem prebivalcem Kosova in regije Zahodnega Balkana širše mir, varnost in stabilno prihodnost. Pogovarjali so se tudi o nekaterih mirovnih operacijah, v katerih sodeluje Evropska unija in seveda tudi Slovenija in ki dobivajo svoje nadaljevanje oziroma v prihodnosti oziroma v prihodnjih dneh oziroma kjer se bodo v prihodnjih tednih sprejemale nekatere odločitve, mislim predvsem na Afriko in na situacijo v Sudanu in v Čadu. Toliko z moje strani, še enkrat, gospod generalni sekretar Združenih narodov, veseli smo vašega obiska, je v pravem času, mislim, da bomo tako lahko dorekli marsikaj, kar bo prispevalo k temu, da bomo na skupne izzive lahko odgovarjali prej in bolj učinkovito.